Od antropomorfiziranih živali na svitkih Choyo Giga do mang iz začetka 20. stoletja in prvega filma Katsuro Shashin iz leta 1911 je anime in glibze v našo skupno zgodovino. Danes je še vedno glavna tema razprav po vsem svetu, vendar obstaja ena manga serija, ki jih vse povezuje. One Piece. Številka 10. One Piece velja za mojstrovino pripovedovanja zgodb. Leta 2024 pa je manga postala najbolje prodajani strip vseh časov. Povzemanje One Piecea je zahtevna naloga. Z več kot 1000 poglavji je kratek povzetek skoraj nemogoč. Zgodba je postavljena v zlato dobo piratstva, po usmrtitvi Goldija Rogerja, ki je odkril največji zaklad, kar jih je človek poznal. One Piece. Artefakt, ki postane središče zgodbe potem, ko Roger svetu naroči naj poišče njegov največji zaklad. V središču zgodbe, ki izvira iz majhne vasi, je Monkey D. Luffy. Navaden fant, ki je pojedel hudičev sadež, ki uživalcu podeli čarobne moči. V Luffyjevem primeru je bil to gumijasti sadež, ki mu omogoča, da se razteza kot guma. Ta lik je oboževal pirata rdečelasega Shanksa, ki ga je rešil pred morsko kačo in pri tem žrtvoval svojo roko. Preden Shanks zapusti Luffyja, mu podari slamnik, Luffyjevo najdragocenejšo lastnino, ki postane navdih za ime njegove piratske skupine. Poleg svojih edinstvenih sposobnosti gumijastega telesa, Luffyja odlikuje tudi to, da je edini lik, ki uporablja drugo, tretjo, četrto in peto prestavo. Prestav so posebne uporabe njegovih moči, ki mu omogočajo, da manipulira z različnimi vidiki svoje anatomije, kot so pretok krvi, napihovanje kosti in zgoščevanje mišic. V Geru 2 lahko Luffy uporabi svojo spretnost za črpanje več krvi v noge, kar mu omogoča povečanje hitrosti in moči. V Geru 3, ko ugrizne v svoj palec, se mu kosti napihnejo, kar ustvari ogromne okončine, ki lahko prenesajo resno škodo. Pri četrti prestavi lahko napihne svoje mišice za obrambo in napad. Luffy je prebudil drugo prestavo v poglavju 388 v mangi, sredi bitke z agentom CP9 Blunom med arkom Enies Lobby. Od tega trenutka naprej bi se sprožil učinek domin. Po epizodi anime serije je internet ponorel in postal obseden z gledanjem, kako Luffy raziskuje svoje sposobnosti. Naslednji trenutek je prišel v epizodi 288, ki ustreza poglavju 403 mange. V tej epizodi je Luffy uporabil Gear 3, da je napihnil svoje kosti, natančneje svojo pest, kar mu je omogočilo, da je prebil močna jeklena vrata. Reakcijski videoposnetki tega trenutka so hitro preplavili družbena omrežja, saj so ljubitelji animejev in vplivneži snemali svoje odzive na ta vznemirljiv trenutek. A to ni bil konec šokiranih odzivov, ki jih bo serija še požela. V mangi, v poglavju 784 in v televizijski seriji v epizodi 726, Luffy aktivira četrto prestavo med svojim bojem z Doflamingom. Močno udarja tako, da potegne pest nazaj v roko in jo nato izpusti z veliko silo. In na internetu je spet završalo. Subredditi, posvečeni One Piece, so brbotali od navdušenja. Kmalu pa se je pojavilo naslednje vprašanje. Bo Luffy kdaj dosegel Gear 5? Med vsakim od teh napredkov je minilo na stotine epizod. Kdo je vedel, kdaj se bo pojavil Gear 5? Toda Gear 5, zadnja stopnja, je prebujena oblika hudičevega sadeža, vrhunec Luffyjeve moči. Ta dogodek bi bil nedvomno pomemben, vendar bi morali gledalci počakati. V tem času je bila zamisel, da bi Luffy dosegel Gear 5 zgolj teorija. V epizodi 1071 je bil Luffy prisiljen soočiti se z besom Kaiduja zveri, najmočnejšega bitja na svetu, ki je bil prej eden izmed 4 cesarjev. Oboževalce je v tej epizodi čakalo presenečenje in to na več načinov. Običajno glavni junaki ne doživijo svojega konca, vendar se je prav to zgodilo med lokom dežele Wano. Med bitko med Luffyjem in Kaidujem zlobnež prevzame pobudo in na koncu premaga priljubljenega junaka. Gledalci so sedeli na robu svojih sedežev, ko je Luffyju srce nehalo biti. Njegov glas se je spremenil v šepet in nato v tišino. Toda prav takrat se je Gomu Gomu no Mi začelo prebujati. Bela svetleča svetloba je ovila njegovo telo, ga pobelila, izkrivila njegovo telo, ga oživila in ga preobrazila v bojevnika osvoboditve.
Gear Pet je prelomil tradicionalne šonenske trope z doslej nevideno risankasto fiziko, ki se je ujemala z Luffyjevo osebnostjo in temo popolne svobode. Gear Pet je liku omogočil, da se bori brez omejitev. Uporabljal je risankaste sposobnosti, kot so popačenje svojega telesa na nemogoče načine in spreminjanje okolice v gumo. Ta napredek je Luffy omogočil, da je svoje močne sovražnike videl kot igrače. Njegove sposobnosti pa so dosegle vrhunec v epizodi 1076 med še enim bojem proti njegovemu prejšnjemu nasprotniku. Z uporabo svoje na novo prebojene moči, Luffy zadane močan udarec in Kaida izstreli naravnost v magmatsko komoro ter tako konča njegovo vladavino. Ta trenutek je Luffyja povzdignil iz ustvarjalnega outsiderja v izjemno močno osebnost, ki je sposobna izvati najmočnejše in zlahka zmagati. Številka 9. Pet starešin se prvič pojavi v poglavju 233 mange, v epizodi 151 serije, kjer služijo kot glavni antagonisti v Egghead Locku. Glede na njihove posredne in neposredne akcije ter globoko upletenost v zgodbo, jih lahko varno štejemo za pomembne antagoniste celotne serije One Piece. Red sestavljajo sveti Marcus Mars, božji bojevnik okolja, sveti Topman Mercury, božji bojevnik pravice, sveti Ethan Baron Nosturo, božji bojevnik financ, sveti Shepard Japeter, božji bojevnik kmetijstva in sveti Figerland Garling, božji bojevnik znanosti in obrambe. 5 starešin, za katere so gledalci morda mislili, da so zgolj politiki, a kako zelo napačno se je to izkazalo. Njihove sposobnosti preobrazbe, kot so kasneje ugotovili oboževalci, izvirajo iz demonske pogodbe in ne iz običajnega prebojenja hudičevega sadeža. Imajo telepatske sposobnosti in se lahko preobrazijo v mitske pošasti, vključno z velikanskimi peščenimi črvi in okostnjaškimi konji. Prav ta kolektivna entiteta je povzročila šok in grozo v celotni anime skupnosti, ko se razkrilo, da so njihova početja morda še bolj skrivnostna, kot so pričakovali. Ta trenutek je prišel v poglavju 908, epizodi 889, med leveli Lokon. V tem loku se pirati slamnatih klobukov spopadajo s pirati Velike Mame. Luffyjeva skupina pa se odpravi v deželo Wano. Revolucionarna vojska pa medtem pripravlja svojo naslednjo potezo, medtem ko se kraljevske družine z vsega sveta začnejo zbirati za konferenco Leveli. Nihče še ni vedel, toda prav v tem delu serije se razkrije resnica o tem, kdo v resnici vleče niti iz ozadja. In to ni kolektivna vlada, kot so gledalci mislili, ampak ena sama entiteta. Po srečanju med liki Cobra, Doldo in Fujitora so se vsi kraljevi zbrali okoli mize in začeli prijetno konferenco. 5 starešin je govorilo o srečanju s Cobro in vztrajalo, da naraščajoči kaos zahteva veliko očiščenje. Od tam so se odpravili proti praznemu prestolu, sedežu v gradu Penija. Prazni prestol simbolizira odsotnost enega svetovnega vladarja in zagotavlja enakost med narodi. Le ta značilnost je bila dolgo časa laž, ki je gledalce zavajala, da bi verjeli, da je temu tako. Zdaj na praznem prestolu sedi skrivnostna oseba, še bolj skrivnostna kot starešine same. Anže Saint Nerona Emu. V tem trenutku so se pripovedi, ki so jih dolgo gojili gledalci in oboževalci, začele razpletati. Emujeva postavitev na prestolu lahko pomeni samo eno stvar. Ves ta čas je on vlekel vse niti. Njihov skupni poklon kralju sveta je dokončno potrdil ta pojem in razkril, kdo starešine v resnici so ter koga predstavljajo. Ko so pokleknili pred stvarnikom, je 5 starešin prosilo, da bi izvedeli ime, ki ga je označil za luč, ki jo je treba izbrisati iz sveta. Prepoznavanje te luči pa je lahko le špekulativno, saj mnogi gledalci verjamejo, da je bila tarča očiščenja Nefertare Vivi, katere družina se je uprla svetovni vladi. Po tleh pa so bile raztresene slike drugih možnih tarč, vključno z Luffyjem, Blackbeardom in princeso Shirahoshi, prebodeno z mečem. Ta trenutek je utrdil idejo, da svet vodi ena sama entiteta, o kateri javnost nima ali pa ima zelo malo informacij. Epizode so sprožile val ogibanj o identiteti Emuja, moči, ki jo ima, in njegovi vlogi v stoletju praznine. Doba, ki nima zabeležene arheološke zgodovine in za katero verjamejo, da je čas, ko je svetovna vlada izvedla najhujši možni zločin, ki so ga nato prikrili 5 starešin. Številka 8.
Rdečelasi Shanks, Luffyov vzornik, je vodja piratov rdečelascev in je eden izmed 4 cesarjev novega sveta. Shanks je pomembna osebnost v Luffyjevem življenju, potem ko ga je rešil pred 12 leti. Navdihnil je Luffyja, da sledi svoj poti kot pirat in ga nekega dne preseže. Prav ta lik mu je podaril slamnik, ki simbolizira idejo, da se bosta ponovno srečala. Prav ta izmenjava je Luffyju omogočila, da je pojedel Gomu Nomi. Kot neposredno nasprotje Shanksu služi lik, ki je odločen strmoglaviti 4 cesarje, da bi se uveljavil v novem svetu. Eustace Kid, osredotočen na maščevanje in slavo. Je kapitan Kidovih piratov in eden izmed 12, ki veljajo za najhujšo generacijo. Medtem ko se je Luffy 2 leti uril, je Kid izzval Shanksa in pri tem izgubil roko, kot je podrobno opisano le v mangi v poglavju 928. Po tem dogodku je poskušal skleniti zavezništvo z 2 drugima piratskima frakcijama, v upanju, da bo izzval rdečelase pirate. Ta izziv pa bi se razblinil po napadu Kaidua, kar je privedlo do zapora. Toda njegova manjkajoča roka in zapor nista bila dovolj, da bi Kida ustavila, in njegova želja po maščevanju bi se končala na nepričakovanem mestu. Bilo je v poglavju One Piece 1079, anime epizodi 1112, med Elbaf Lokom, ko sta se Kid in Shanks ponovno srečala in dolgo pričakovani boj ni mogel biti boljši. Desetletja so si oboževalci želeli videti rdečelasca v akciji in ta čas je končno prišel. Med plovbo po odprtem morju se rdečelasi pirati znajdejo, kako tolažijo Kida pirata, posebej zaradi njihovega napada na Elbaf. Kid vstopi v bitko, prepričan, da se bo boril proti še enemu cesarju, a se znajde v kotu pred flotiljo Shanksa, ki je ni pričakoval. Rdečelasi cesar jih pozove k umiku, a preden posadke lahko zapustijo kraj, Kid začne zbirati vse magnetne predmete na svoji ladji in se pripravlja na Damned Punk. Kidov značilni napad z elektromagnetnim topom, ki povzroči ogromno škode in bi uničil celotno Shanksovo floto. Toda preden je lahko izvedel napad, je Shanks uporabil svoje sposobnosti videnja prihodnosti in ugotovil, kaj namerava narediti Kid. Da bi preprečil njegove namere, cesar sproži nekaj povsem nepričakovanega, dogodek, ki bi povzročil pravi vihar v celotni anime skupnosti. Shanks uporabi Kamosari in sam božanski napad odhoda. Shanks leti skozi zrak proti Kidu, skače z ladje na ladjo. Ko pride do svojega nasprotnika, ima meč že izvlečen. Kid je onesposobljen, njegovo orožje pa je nato uničeno, kar povzroči velik eksplozijo, ki uniči ladjo. S pomočjo Dorija in Brogija je posadka poražena in se utaplja. Ta boj velja za najhitrejši enostranski večji boj v zgodovini One Piece, saj je Shanksu vzelo le nekaj sekund, da je premagal svojega tekmeca in rešil rdečelase pirate. To je bilo tudi prvič, da so oboževalci videli junaka v pravi akciji in tudi prvič, da je lik uporabil to posebno sposobnost, tehniko, ki jo je prej uporabljal le piratski kralj Roger. Številka 7, ki služi kot še en ključni lik v One Piece, je zelo znan in zelo močan marinec. Vice Admiral Monkey D. Garp, znan tudi kot Garp Pest, oče Monkey D. Dragona in dedek po očetovi strani Monkey D. Luffyja. Nadzoroval je rojstvo Portgas D. Asa in vzgajal Luffyja v otroštvu, preden je oba zaupal družini Daddy. Ta lik velja za edinega marinca, ki je sposoben izzvati kralja piratov. Poleg tega pa nosi tudi naziv junaka mornarice. Garp velja za živo legendo, najmočnejšega marinca vseh časov in lahko s sunkom glave razdeli celo celino. Kar tega lika naredi še posebej edinstvenega, je to, da njegova nadčloveška fizična moč in obvladovanje vseh 3 hakijev ne izhajata iz nobenega hudičevega sadeža. Njegova specialnost so udarci, prepojeni z oborožitvenim hakijem, ki lahko uničijo gore in izravnajo cele otoke, kot je galaksija. Udar, prvi uporabljen v epizodi 1114, je izpolnil pričakovanja, ki so jih oboževalci dolgo gojili in povzročil precejšnje razburjenje na različnih forumih za razprave. Prav v tej epizodi z naslovom Zaljubljenega učenca, pest podadmirala Garpa, je izvedel svoj udarec, galaktični udar, vse z namenom rešiti Kobija, junaka in kapitana mornarice, ki služi v posebni enoti Meč. Prav Kobi je bil tisti, ki ga je Garp mentoriral, zaradi česar je bil še posebej pomemben za podadmirala.
V tej epizodi se Kobe znajde na Hachino Suju, obkrožen s krogom lovcev na glave, ki se pripravljajo, da mu vzamejo življenje. Ko začnejo streljati, pa iz njihovih orožij namesto kovine vzniknejo rože. Strelno orožje je tako postalo neuporabno. Hibari je uporabila eno od izumov Vegapunka, da je smodnik spremenila v rože, medtem ko Kujaku uporabi svoje sposobnosti, da ujame lovce na glave. V teh trenutkih se je Garp pripravljal na svoj napad in čeprav Kobe ustraja, da ni vreden rešitve, ga admiral vseeno reši. Svojo pestjo izstreli ladjo v zrak in se z njo pripelje na otok, kjer sproži še nikoli viden galaktični udar, ki opustoši mesto in premaga lovce na glave. Številka 6. Kot še en stranski lik v vesolju One Piece nastopa Portkas D. Ace. Isti Ace, ki je bil po Rogerjevi smrti zaupan v skrb Monkeyju D. Garpu. Odraščal je in postal znan kot ognjena pest, Ace, ter je bil nekoč kapitan posadke Spade, preden so ga sprejeli v belobračeve pirate. Ta lik je pojedel Mara Nomi, hudičev sadež tipa Logia, ki mu omogoča, da ustvarja, nadzoruje in spremeni celo svoje telo v ogenj. Ima sposobnost sproščanja velike količine ognja, kar povzroča obsežno škodo. Njegove goreče pesti so bila sposobne uničiti cela mesta. In poleg tega je Ace eden redkih ljudi v svetu One Piece, ki lahko uporablja vse 3 vrste hakija, čeprav jih med bojem redko uporablja. Čeprav manga ne opisuje uporabe oborožitvenega hakija in opazovalnega hakija, pa razkriva, da je Aceov haki ognjen po naravi. Do te mere, da je bila že njegova prisotnost dovolj, da je ustavila snežne viharje na otoku, kot je razvidno iz njegovega prihoda na otok Bobnov, kjer cel dan ni padal sneg. Ustvarjalci so gledalcem olajšali, da so se navezali na tega lika in kot pri večini priljubljenih serij, romanov in filmov, je moral tudi on doživeti prezgodni konec. Čeprav je bil Aceov odhod opisan v mangi, je vseeno povzročil velik val zanimanja za anime serijo, saj so se srca po vsem svetu zlomila. V epizodi 483 se je Ace znašel v situaciji, ko je potreboval reševanje. Bil je ujet za usmrtitev v Marinfordu, potem ko ga je ujel pirat Črnobradec. Da bi ga rešil, se Luffy združi s pirati Belobradca in izvede uspešno misijo, ki reši Acea, vsaj za nekaj časa. Sakazuki, prej znan kot Admiral Akainu, goji globoko sovraštvo do piratov in verjame, da je treba uveljaviti absolutno pravičnost. Luffy postane njegova naslednja tarča takoj po rešitvi Acea, medtem ko Ace, ki ima obsesivno potrebo, da za vsako ceno zaščiti Luffyja, skupaj s svojim ponosom v ključnem trenutku zaščiti svojega zapriseženega brata, kar pretresa celotno anime skupnost. Sakazuki, najmočnejša osebnost na svetu, pokaže sposobnost, ki se lahko meri z Aceovo in jo celo presega. Pojedel je Magu Nomi, hudičev sadež, ki mu omogoča, da ustvarja, nadzoruje in spreminja svoje telo v magmo. Med prizorom Ace pozna, da njegove ognjene sposobnosti niso kos Sakazukiju, zato stopi naravnost na pot zlobneževemu prihajajočemu udarcu z magmo in pest staljane lave prebode prav skozi prsi priljubljenega lika. Posnetek se približa Acejevi Vivra kartici, ki je povezana z njegovo življenjsko silo, kako zgori in izgine. Luffy v šoku opazuje, ostali pirati pa, besni ob tem prizoru, stečejo proti mornariškemu admiralu. Medtem Ace pade v bratove roke in se spomni svoje preteklosti ter svojega življenjskega cilja. Marco in Vista mu pritečeta na pomoč, a ugotovita, da so mu organi nepopravljivo prežgani. Ace ne bo preživel in v svojih zadnjih trenutkih se zahvali Luffyju za vse, kar je storil, ter vsem ostalim, ker so ga imeli radi. In v tistem trenutku so bila srca zlomljena. Številka 5. Kot podpredsednica Baroque Works se v 67. epizodi One Piece pojavi Nico Robin, ki debitira kot Miss Al Sunday, kasneje pa postane znana kot luč revolucije oziroma po svojem vzdevku hudičev otrok. Robin je bila 6. članica, ki se je pridružila piratom slamnatih klobukov, kjer je služila kot arheologinja skupine in višja častnica velike flote slamnatih klobukov. Ker je zaužila Henehana Nomi, hudičev sadež tipa Paramecia, lahko Robin iz katerekoli površine požene več udov, oči in ušes. Zanimivo je, da ta sposobnost ni omejena le na njeno lastno telo, temveč tudi na telesa njenih sovražnikov in celo na nežive predmete.
Ta sposobnost omogoča tej ključni osebi, da ne le onesposobi svoje sovražnike, ampak jo naredi tudi za ustrezno vohunko. Svoje spretnosti uporablja za prijemanje, omejevanje in lomljenje kosti svojih nasprotnikov. Robin lahko celo ustvari popolne klone same sebe, imenovane Hannah Clone, in lahko ustvari orjaške okončine, znane kot Manos Gigantis. Njena najmočnejša oblika se imenuje Demonja Fluor, ogromna demonska različica nje same, in te sposobnosti jo naredijo izjemno učinkovito proti večjim nasprotnikom ali skupinam. Med lokom Water 7 se slamnati klobuki soočajo z bližajočo se grožnjo organizacije CP9 za atentate, ki sodeluje s svetovno vlado. Skrivnostna organizacija je grozila, da bo uporabila Buster Call proti piratom, napad 5 podadmiralov, ki bi bil nedvomno uničujoč. V epizodi 251 Robin prosi, da bi govorila z Icebergom in razkrije, da je pripravljena žrtvovati sebe za slamnate klobuke. Pojasni, da se bo predala CP9 in jim celo pomagala pridobiti načrte za starodavno orožje. To bi storila le, če bi njeni posadki dovolili varno oditi. Dejstvo, da bi Robin žrtvovala svojo svobodo za svoje prijatelje, potrjuje tudi to, da je skozi celotno serijo nakazano, da verjame, da ni vredna življenja, sreče in prijateljstva. Lovili so jo že od 8. leta dalje, označili so jo za demona in izdala jo je večina tistih, ki so jo poznali. Zaradi tega je razvila globoko zakoreninjeno pomanjkanje samospoštovanja. Pogovori o samožrtvovanju bi dosegli vrhunec šele nekaj epizod kasneje, v epizodi 278 med lokom Ennis Lobby. Robin se ravno žrtvuje, saj se predaja svetovni vladi. Pirati slamnatih klobukov se trudijo, da bi jo ustavili, stopijo skupaj kot eden in ustrajajo, da je njihova prijateljica in da je ne bodo pustili za seboj. In prav tukaj je razkrila svoj največji strah, da bi jo njena posadka videla kot breme, saj bi njena prisotnost pomenila, da bi imeli slamnati klobuki ves svet za sovražnika. Kljub temu člani posadke ustrajajo, da se bodo borili za njo. Ona izjavi, da bo nekega dne dočakala svoj konec in da bi moral ta čas priti prav zdaj. Svetovna vlada opozori posadko spodaj, da so proti njim nemočni, medtem ko nad njimi vihra zastava z njihovim simbolom organizacije. Silga King po Luffyjevem ukazu zažge zastavo in jim na koncu napove vojno. Prizer se je na to iz dobrega spremenil v pravo mojstrovino. Robin, ko vidi, da so se njeni prijatelji odločili ostati ob njej, tudi če to pomeni biti proti celemu svetu, začne jokati. Luffy ji naroči, naj reče, da želi živeti. Preostala posadka pa jo pri tem spodbuja. Po nekaj oklevanja končno izreče svojo dolgo pričakovano željo in v solzah zakriči: "Želim živeti." To je bil dramatičen, pravcati mojsterski trenutek, ki je razburkal internet. Številka 4. V središču celotne serije One Piece stoji Gola D. Roger, legendarni pirat, ki je bil kapitan Rogerjevih piratov in je imel edini naziv kralja piratov. Imel je legendarni artefakt, po katerem je serija dobila ime. On je tudi Aceov biološki oče. Kljub temu, da ni imel nobenega hudičevega sadeža, je ta lik dosegel vrhunec moči z obvladovanjem vseh trest hakija, vključno z oborožitvenim, opazovalnim in kraljevskim hakijem. Vitelj je veličastni meč, znan kot Ace, in imel sposobnost, da je svoje napade prepojil s kraljevskim hakijem, s čimer je ustvarjal daljnosečne, uničujoče udarne valove. Kot njegov dolgoletni, legendarni tekmec je nastopil Whitebeard. Tekmeka, ki nista bila sovražnika, sta izkazovala globoko spoštovanje drug do drugega. Njuni boji so največkrat posledica ženje po tekmovanju z edinim enakovrednim nasprotnikom, merjenju moči drug proti drugemu, kar pogosto vodi v spopade med njunima posadkama. Whitebeard, znan tudi kot Edward Newgate, je legendarni pirat in kapitan Whitebeardovih piratov. Velja za najmočnejšega človeka na svetu in za človeka, ki je najbližje One Pieceu po smrti Rogerja. Za razliko od svojega tekmeca je Whitebeard zaužil hudičev sadež, Gorogoronomi, ki mu omogoča ustvarjanje udarnih valov in potresov. Prav ta moč velja za najmočnejši hudičev sadež in za razred Paramicija. Po besedah Sengokuja ima Whitebeard moč, da uniči svet. Čeprav sta ta dva lika znana kot velika tekmeca, gledalci nikoli niso videli, da bi se dejansko spopadla.
Vsaj ne do epizode 965 z naslovom Križanje mečev Roger in Whitebeard. To se je preneslo v epizodo 966. Bitka poteka med lokom dežele Wano, med Odinovim spominom in traja do 3 dni v tako napetem trenutku, da so bili gledalci na robu sedežev, ki je gledalce pustil brez besed in so o tem neprestano razpravljali na spletnih forumih. Prizer je opisan kot samostojna mojstrovina, ki se začne z Odinovim spominom, ko on in Whitebeardovi pirati prispejo na otok, kjer vidijo, da ga Rogerjevi pirati plenijo. Odin, navdušen, da se bo boril z močnejšim nasprotnikom, se odloči spopasti z Rogerjem. Še preden je imel priložnost se sploh približati kralju piratov, ga je močan udarec Rogerja premagal. Ko vidi, da je Odin padel, posreduje Whitebeard, kar pomeni prvič v animeju, da tekmeca vidimo v boju. Spor se nadaljuje v naslednji epizodi, pri čemer sta obe strani očitno željni srečanja druga z drugo. Spor se začne, celo nasprotnikovi posadki se začneta boriti druga proti drugi. Naslednje 3 dni vlada konflikt. Ker so tekmeci posamezno zelo močni, ogromna količina energije povzroča razdejanje v okolici. Otok doživlja potrese in uničujoče eksplozije z obeh strani. Zemlja razpoka, skale lebdijo v zraku in drevesa so izruvana v tem težko pričakovanem boju. Vse skupaj povezuje nezmožnost kateregakoli nasprotnika, da bi dejansko dotaknil drugega. Njune sile so premočne, da bi katerikoli od njiju lahko prišel dovolj blizu. Tretji dan je razglašeno premirje, saj niti Roger, niti Whitebeard ne moreta premagati drug drugega. Bitka se konča, 4. dan pa poteka izmenjava daril med rivalskima posadkama. Dogodek je bil pomemben kulturni trenutek za skupnost One Piece, ki ga je opisala kot zgodovinskega in veličastnega. Številka 3. Del razvoja likov in ozadja Monkeyja D. Luffyja ter Portgasa D. Aceja je Sabo, njun brat plemiškega rodu. Ker se je počutil zatiranega in zadušenega zaradi statusa svojih staršev, je Sabo pobegnil od doma in se pridružil Luffyju ter Aceu, ko je bil star komaj 10 let. Za 662 epizod One Piece ta lik obstaja izključno v Luffyjevih spominih, saj je le nekaj mesecev potem, ko je začel živeti kot potepuh, Sabo na videz doživel svoj konec. Ko je spoznal, da ga starši morda dohitevajo, je lik poskušal pobegniti. VKR Cao se je in odplul iz območja, vendar je njegovo plovilo uničil nebeški zmaj, znan kot svetovni plemič Sveti Jalmak, ki je ladjo označil za trn v očesu. Njegov uničen klobuk in osebne stvari so kasneje našli, zato so domnevali, da je Sabo mrtev. Today, kot pri vsaki seriji ali filmu, če se telo lika ne pojavi na kakršenkoli način, skoraj nikoli niso zares mrtvi. To je resnica, s katero se je skupnost One Piece srečala v epizodi 633 po smrti Acea. V loku Dressrosa se je odvila razkritje, ki bi ga opisali kot najboljše razkritje v One Piece do zdaj. Po Aceovi smrti, v eni izmed prejšnjih epizod, se Luffy odpravi osvojiti Meramera Nomi, hudičev sadež, ki je pripadal njegovemu pokojnemu bratu. Da bi ga osvojil, bi moral sodelovati na turnirju, ki je potekal v Corridor Coliseumu. Luffy skrije svojo identiteto kot Lucy, vendar se ta preobleka hitro razkrije, ko se pojavi znan obraz. Ta obraz je bil Sabo, ki je prišel v Kolosej, da bi zaščitil Meramera Nomi. Sabo razkrije svojo identiteto svojemu bratu, kar sproži plaz čustev. Njegov nenaden, nepričakovan pojav gledalce osupne, a ne tako zelo kot razkritje, kako je preživel napad nebeškega zmaja in kje je bil ves ta čas. Sabo pojasni, da ga je Monkey D. Dragon, Luffyjev oče in vodja revolucionarne vojske, rešil z uničene ladje. A Sabo je bil hudo ranjen in je izgubil zavest. Ko se je končno zbudil, so ugotovili, da je izgubil spomin. Ker je pozabil, da ima priseženo družino, je lik posvetil svoje življenje vojski, postal načelnik štaba in bil priznan kot številka 2 v celotni organizaciji, takoj za vrhovnim poveljnikom Dragonom. Prav v tem prizoru so gledalci izvedeli, da so se ti pozabljeni spomini vrnili, ponovno prebudili po 10 letih, ko je slišal, da njegov brat ni več živ. V neverjetnem trenutku Sabo vzame Aceovo Meramera Nomi, prevzame bratovo zapuščino, s tem, da poje hudičev sadež in postane plameni cesar Sabo. Številka 2.
V središču tistega, kar bi internet označil za Luffyjevo najbolj sporno zmago v One Piece, stoji Charlotte Katakuri, starejši trojček brat Daifukuja in Ovina. Katakuri je eden od 3 sladkih poveljnikov pri Big Mom piratih in hkrati minister za Moko na otoku Tado. Služi kot sekundarni antagonist v loku Whole Cake Island. Katakuri je zaužil Moki Nomi, hudičev sadež, ki mu daje sposobnost ustvarjanja, nadzora in preoblikovanja svojega telesa v Moki. Njegov Moki je gost in lepljiv, kar mu omogoča, da ujame najmočnejše sovražnike. Te sposobnosti se običajno uporabljajo v boju iz bližine, kar liku omogoča, da izraste številne vitice močja, delujejo kot pesti in noge. Te vitice je mogoče tudi prepojiti z oborožitvenim hakjem, kar omogoča močne udarce s pestmi in impresivne brce. Njegova moč je opisana kot uničujoča, saj mu omogoča, da se izogne napadom, okrepljenim s hakjem, zaradi česar je Katakuri še posebej nevaren. Prav v tem loku so se slamnati klobuki soočili z besom velike mame in so bili ujeti na otoku Torta, potem ko so zmotili njeno čajanko. Pirati načrtujejo pobeg, vendar je načrt propadel, ko jih poskušajo ustaviti pirati velike mame. Toda Luffy vidi priložnost, ki bi njegovi posadki omogočila varen pobeg. V epizodi 852 Luffy skupaj s Katakurijem pade v svet ogledal, v upanju, da ga ustavi pri preprečevanju pobega in tako izzove dvoboj 1 na 1, ki je gledalce znova držal na robu sedežev. Katakuri vidi Luffyja kot neposredno grožnjo veliki mami in ga želi tam in takrat dokončno ustaviti. Epizoda je primerno poimenovana Začetek težkega boja Luffy proti Katakuriju. Bitka se začne z veliko hitrostjo, obe strani pa se borita za prevlado. Katakuri uporabi svoje sposobnosti predvidevanja, da ugotovi, katero moč bo Luffy uporabil naslednjo, kar lahko ustavi svojo veliko pestjo Moki. Njegova ogromna pest udari ob steno in Luffy pade na tla. Hitro si opomore in aktivira Grizzly Magna. Katakuri je znova izstrelil 2 veliki pesti in zlahka preplavil Luffyja. Po še nekaj neuspelih poskusih so slamnati klobuki potisnjeni v tla z velikim moči stopalom. Katakuri napove, da v prihodnosti svojega nasprotnika ne vidi zmage. Napeta izjava. Borbo prekine Para Sparrow, ki pokliče Katakurija, da ga obvesti, da so slamnati klobuki pobegnili, in ga vpraša, kako je šel boj z Luffyjem. In prav takrat pirat ponovno pride k zavesti in napade svojega nasprotnika z Elephant Gatlingom. Katakuri se izogne napadu in ga odbije. Nato ga večkrat udari z velikimi moči pestmi. Naslednjih nekaj ur, ki se nadaljujejo v naslednjo epizodo, se boj nadaljuje z enakim neusmiljenim vzorcem vse do epizode 855. Do tega trenutka je Katakuri postal utrujen in prvič v boju je padel po udarcu Luffyja. Toda to ga ne zadrži dolgo na tleh. Katakuri pogleda proti kuharjem v senci, ki so čakali z vozički hrane. Postane razdražen, ker zaradi Luffyjeve nepopustljivosti zamuja na svojo malico. Nato konča boj in izkaže spoštovanje svojemu nasprotniku zaradi njegove nepopustljivosti. Boj se konča tako, da je Luffy pokopan pod zadušljivo količino mokija. V naslednji epizodi se Luffy osvobodi iz svojega mokijevega zapora in napade svojega tekmeca, pri tem pa uporabi opazovalni haki, da se izogne njegovim udarcem in ga udari v čeljust. Luffy aktivira svoj na novo naučeni Gear 4, kar mu omogoči, da dobi prednost. Naporna bitka traja vse do epizode 871. Gledalci pa se sprašujejo, kdo bo na koncu zmagal. V zadnjem spopadu sta oba borca popolnoma izčrpana, vendar je Luffy še vedno uspel stati po Katakurijevem padcu, s čimer si je prislužil veliko spoštovanje. Preden izgubi zavest, Katakuri vpraša Luffyja, ali se bo vrnil, da premaga veliko mamo, in se z olajšanjem nasmehne, ko dobi potrditev, da bo. Številka 1. Kot navigatorka. Slamnatih klobukov je mačja tatica, Nami posvojena sestra Noiko, obe pa sta siroti. Igra tudi vlogo višje častnice velike flote slamnatih klobukov in je tretja članica posadke, saj se je pridružila v loku Orange Town. Zanimivo je, da je ena redkih članic posadke slamnatih klobukov, ki ne uporablja hudičevega sadeža.
Namesto tega se zanaša na svojo inteligenco, navigacijske sposobnosti in orožje, imenovano klimatski takt, ki omogoča nadzor vremena s pomočjo palice in čutečega oblaka Zeus. V seriji One Piece je bilo veliko trenutkov, ki so gledalce navdušili nad nami, vendar noben ni presegel njenih dejanj v Wano arku, v epizodi 1008 z naslovom Namina predaja, Ultin siloviti udarec z glavo. V tej epizodi se Marko bori z veliko mamo, medtem ko Apuja lovita slamnata klobuka, Zoro in Drake, ki poskušata od njega dobiti vzorec proti telesa. Chopper se okuži z ledeno onijem, medtem ko Brook, ki nima ne kože, ne krvi, ostane neokužen po ugrizu. Medtem ko so slamnati klobuki večinoma zaposleni drugje, sta Nami in Usopp prisiljena bežati pred Ulti in Page One, ki se želita maščevati zaradi prejšnjih napadov, ki sta jih sprožila prav ta dva slamnata klobuka. Napeta zasledovanje se ustavi v kopališču, kjer je Nami ujeta v kot. Ulti jo premaga in ji zada močan udarec z glavo, zaradi česar pade na tla. Usopp stopi naprej, da bi posredoval, vendar ga Ulti in Page One oba premagata. Ker nima drugih možnosti, se Nami odloči predati, kar povzroči kaos po vsej skupnosti One Piece. Toda se spremeni v šok in grozo, ko lik dobi nepričakovan ultimat, na katerega odgovori na nepričakovan način. Ulti predlaga, da če Nami ne prizna, da bo Kaido postal kralj piratov namesto Lufija, jo bodo usmrtili. Nami se v mislih vrne nazaj. V čas, ko je prvič srečala Lufija, ki je stopil v njeno obrambo proti njenemu zatiralcu Arlongu. Prav tako je osvobodil njeno vas. Ko se spomni ljubezni, ki jo deli svojo posadko, Nami se odloči za največjo žrtev. Čeprav je prestrašena, vztraja, da ne bo lagala, da bi rešila svoje življenje, in Ulti odločno pove, da bo Luffy nedvomno postal kralj piratov. Predlagana žrtev je sprožila veliko razprav na forumih o One Piece. Gledalci niso mogli verjeti, kaj se dogaja, in zdaj je bil priljubljen lik v nevarnosti, da bo zavedno izbrisan iz serije in bo obstajal le še v prizorih iz preteklosti. Na srečo se to ne zgodi, saj se ravno pravi čas pojavita Tama in njen hibrid leva, psa in prašiča, Komachijo. Komachijo ugrizne Ulti v glavo in Nami je osvobojena. Najlepša hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.